Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Dogodki dneva. Mestna občina Celje je pridobila dober 1 milijon evrov nepovratnih sredstev za izgradnjo sončnih elektrarn. Občina Vransko naj bi še letos dobila nov prostorski načrt. V Celju so se začeli 33. dnevi komedije. Podčetrtek v lokalnem derbiju visoko premagal Šentjurčane. Mestna občina Celje je pridobila več kot 1 milijon evrov nepovratnih sredstev za izgradnjo sončnih elektrarn. Šlo je za razpis v okviru načrta za okrevanje in odpornost, kamor se je mestna občina Celje prijavila skupaj s še 6 občinami in Celjskim domom ob Savinji. Skupni znesek nepovratnih sredstev znaša nekaj malo manj kot 4,5 milijona evrov. Od tega bo Celje prejelo dober 1 milijon in 16 tisoč evrov. S pridobljenim denarjem bodo v Celju povečali delež obnovljive energije v javnih stavbah, med drugim na stadionu z dežele, letnem kopališču, zdravstvenem domu Celje, osnovnih šolah, vrtcih in drugih javnih objektih. Sončne elektrarne bodo postavili na 11 javnih objektih, kot samostojni partnerski subjekt pa je v konzorciju sodeloval tudi Celjski dom ob Savinji, kjer je prav tako predvidena izgradnja sončne elektrarne. Na mestni občini Celje pričakujejo, da bodo s to naložbo pri stroških električne energije javnih objektov letno prihranili okrog 200 tisoč evrov. Letošnji proračun občine Vransko je težak 4,5 milijone evrov. V vodstvu občine v letošnjem letu načrtuje zaključek nekaterih projektov, ki so jih začeli lani, ter začetek nekaterih novih naložb. Letos naj bi občina dobila tudi nov občinski prostorski načrt. Že pred dobrim desetletjem so na Vranskem začeli zbirati prve pobude za spremembo občinskega prostorskega načrta. Zdaj je, kot kaže, ta v zaključni fazi pridobivanja potrebnih dovoljenj. Mi imamo OPN sprejet iz leta 2008. Po tem času nekaj let je veljal kar ta OPN, kot je bil, potem pa se je videlo, da so občani želeli kakšne spremembe in potem se je v letu 2012 že pristopilo k temu, da so sprejemali prve pobude za spremembo. Nekaj časa je to ostalo na kupu in so se pač stvari nabirale. V lanskem letu pa smo bili tudi uspešni na tem razpisu za posodobitev teh občinskih prostorskih načrtov in smo pridobili sredstva in smo res aktivno pristopili k temu, tako da imamo že zdaj v veliki meri to narejeno. Čakamo pa še na presojo vplivov na okolje, da dobimo, in pa tudi vseh mnenjedajalcev iz ministrstev. Nekaj mnenj smo že dobili, na nekatere pa še čakamo. Tako da bi bili zelo veseli in verjamem, da glede na to, koliko smo zdaj v tem času naredili in kako se tudi sedaj še naprej dogovarjamo in sestajamo, da bi v letošnjem letu pa res lahko razgrnili nov OPN. Ureditev osrednjega trga na Vranskem je dolgoletna želja tamkajšnjih občanov. Ta je pogojena tudi s prestavitvijo mostu čez potok. Že dlje časa so si že prej prizadevali, sedaj pa seveda tudi, da bi uredili trg, da bi bilo res tako prijetno trško jedro, tako da tukaj bomo šli tudi v sklopu zeleno pot vseh generacij. Ko smo se že prijavili preko DRR-ja, bi se en del tega trga lahko uredilo, za prestavitev mostu pa tudi gremo zdaj v gradbeno dovoljenje, da bomo imeli čim več stvari pripravljenih, da če bo država kaj prijazna, da bojo kakšni za nas primerni razpisi, da bomo imeli pripravljeno gradivo in se bomo potem lahko prijavili. Novosti se obetajo tudi na področju zdravstva. Potem, ko so konec lanskega leta pridobili del pediatričnih storitev, zdaj na Vranskem načrtujejo prenovo strehe zdravstvenega doma. Tudi za primarno zdravstveno raven država nameni nekaj sredstev in tudi tukaj bomo verjetno že v letošnjem letu morali vsaj pristopiti k pridobitvi dokumentacije za menjavo strehe zdravstvenega doma. Če bo pa še kaj denarja ostalo, pa še morda tudi kakšno širitev, saj imamo še želje, vemo, da se ljudje v občino Vransko preseljujejo. Lepo bi bilo, če bi imeli tudi enega celega pediatra lahko na Vranskem, morda še kakšno zobozdravstvo, družinske zdravnike imamo 3, tako da verjamem, da je drugače zelo dobro za to poskrbljeno na Vranskem. Smo pa ravno ob koncu leta tudi podpisali pogodbo z aneksom o širjenju
koncesijske pogodbe za pediatra, tako da imamo zdaj tudi to urejeno na Vranskem, vsaj kar se preventive tiče. Pred dnevi pa so na Vranskem objavili tudi 3 nove razpise za pokroviteljstvo županje, za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav ter za sofinanciranje stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk in psov. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje so s koncertom 5-članskega Norkestra odprli že 33. dneve komedije. V tekmovalnem delu se bo do 17. februarja zvrstilo 8 tekmovalnih predstav, ki jih je izbrala selektorica Tereza Gregorič. Letošnja otvoritev dnevov komedije v Celju, 33 po vrsti, ki je potekala sinoči na velikem odru celjske poklicne gledališke hiše, je bila tokrat malce drugačna in ni sovpadala s prvo gledališko predstavo v tekmovalnem programu. Ta bo na programu v sredo 5. februarja. Tokrat pa so slavnostno otvoritev festivala svojo živopisno, humorno in še kakšno glasbo začinili glasbeniki 5-članskega Norkestra s koncertom, kot so zapisali, ne in resne glasbe. Prekaljeni glasbeni virtuozi in skrajno resni solisti igrajo na vse, kar lahko pripeljejo s seboj v 2 avtomobilih. Klarinet, pojočo žago, žepno trobento, pozavno harmoniko, flavto, rekonstrukcijo neandertalčeve piščali, dromljo, bobne, klaviaturo, kitaro, benđo, pištolo, megafon, miniaturni klavir, kahon in še in še. Orkester, ki ga sestavljajo Jože Šalej, Nino Deglerija, Blaž Celarec, Jelena Ždrale in Boštjan Gombač, je v režijski postavitvi Ivane Džilas seveda navdušila občinstvo, ki je napolnilo celjski Talijin hram. V uvodu pa so otvoritveni pozdrav in nagovor tokratnemu celjskemu festivalu gledališkega smeha podali direktor celjskega gledališča Miha Golob, svetovalka ministrice za kulturo Kim Komljanec in podžupan mestne občine Celje Samo Seničar. Svetovalka Kim Komljanec je poudarila pomen tega gledališkega festivala na nacionalnem nivoju. Na ministrstvu se zelo trudimo, da bi v bistvu kultura bila vedno dostopna in komedija je ravno eden tistih žanrov, ki najlažje doseže neke skupnosti, tudi ljudi, ki mogoče sicer ne bi zašli v kulturne ustanove. Zato nas zelo veseli, da je Slovensko ljudsko gledališče Celje z letošnjim festivalom Dnevi komedije malce spremenilo koncept, dodalo tudi mednarodni program in številne strokovne dogodke, privabilo tudi mlado publiko z nekimi dodatnimi dogodki. Tako da imamo občutek, da bo ta festival še dolgo živel in da bo s to neko prenovljeno vsebinsko obliko dobil tudi v bistvu mogoče nove gledalce, privabil koga v gledališče, ki sicer ne bi prišel. Tako da nas zelo veseli, da je umetniška ekipa Slovenskega ljudskega gledališča Celje in tudi selektorica tako pristopila k temu festivalu. Tako kot vsi obiskovalci je bil nad programom otvoritve dnevov komedije navdušen tudi podžupan mestne občine Celje Samo Seničar, ki je poudaril pomen tega festivala za Celje, ki v mestu ob Savinji vedno bolj privablja občinstvo tudi od drugod. Ja, jaz mislim, da nocoj je več kot primeren uvod v dneve komedije in če iz vsake predstave ali pa nastopa treba potegniti nekaj za osebno rast, moram reči, da danes jaz ne igram nobenega inštrumenta, gospod Gombač in druščina igrajo pa vse inštrumente. Jaz mislim, da je to bil en zelo duhovit nastop, 33 različice dnevov komedije, zelo primeren, kot sem rekel, uvod v ta težko pričakovan festival, ki ga zadnje čase obiskujejo tudi gledališki navdušenci iz vse Slovenije, kar nad vse veseli. Mislim, da smo lahko v mestni občini Celje zelo ponosni na slovensko ljudsko gledališče, ki bogati ta kulturni utrip mesta, ne samo v času festivala, ampak vse leto. Jaz si želim, da bi v teh 15 dneh, kolikor traja festival, čim več ljudi prišlo, si ogledalo tekmovalne predstave in spremljevalni program in da bi se v teh časih, ko nas svet malce skrbi, malce tule podružili in predvsem razvedrili. V celjskem Slovenskem ljudskem gledališču so seveda polni pričakovanj od letošnjega festivala, ki se kar precej razlikuje od prejšnjih,
kar je poudaril direktor gledališča Miha Golob, ki je še posebej opozoril na vso raznolikost letošnjega programa. Ja, predvsem polni pričakovanj, danes je prvi dan šele, 15 dni, 16 je pred nami, mislim, da je več kot 30 dogodkov po mestu, v gledališču seveda, na različnih prizoriščih po mestu tudi in publika ne pride pogledat in bojo videli, kaj smo za njih pripravili. Imamo vse od predstav, okroglih miz, koncertov, pogovorov po predstavah. Trenutno že potekajo tudi delavnice, gledališke, delavnica za klovne, delavnica za maske recimo, tako da mislim, da lahko vsak najde nekaj in pričakujemo pač napetih oziroma polnih 15 dni. Kakšno pa je bilo zanimanje občinstva v predprodaji vstopnic za festival? Ja, mislim, tako vedno so predstave tekmovalnega programa, na katere je publika že navajena, so se zelo dobro pač prodajale, nekatere vstopnice še moč dobiti za nekatere predstave. Vabim pa tudi ljudi, da tudi ne podcenjujejo, ali kako bi rekel, spremljevalnega programa, ker mislimo, da je tudi zelo kvaliteten in tudi vstopnice za spremljevalni so malo cenejše in mogoče pa to lahko še koga privabi, da pride v gledališče pogledati, kaj smo pripravili. V 17. krogu košarkarskega državnega prvenstva so košarkarji Zlatoroga na svojem parketu izgubili proti Iliriji. Lokalni derbi je bil sinoči v Podčetrtku, kjer so gostitelji s kar 107 proti 66 premagali moštvo Šentjurja. Šentjurčani so v Podčetrtku nastopili brez poškodovanega dvojca Brunčević-Vasilić. Na igrišče se je ponovno vrnil športni direktor Milan Sebič. Srečanje je bilo odločeno že v prvem polčasu. Na koncu je Šentjur doživel najvišji poraz v letošnji sezoni. Pred tekmo sem dejal, da danes samo obramba je ključ. Prejšnjo kolo smo bili zelo bledi, slabi. Vemo, zakaj je bilo tako proti Šentjurju, kljub vsemu, da je Šentjur res ena fizična ekipa, ampak danes smo pokazali pravi obraz. Vsi igralci, ki so stopili na teren, so bili skoncentrirani, odlični v obrambi in zelo pomembna zmaga za zadnji del prvenstva, ker smo se odlepili od velikih ekip. Ja, Triglav je naslednja točka, ki smo imeli slabo tekmo. Tukaj so nas zelo dobro premagali. Upam, da bomo zdravi, kljub vsemu tudi danes neke bolezni, boljši če manjka, ampak seveda Triglav zelo izkušena ekipa, dobro vodena in upam, da bomo s tako energijo šli gor. To je, mislim, danes sramota za nas. Nismo prišli na tekmo fokusirani, z energijo v Podčetrtek si želeli veliko, mnogo več. Šli so v kontakt, pravi kontakt, igrali so bolj agresivno od nas, bolj si želeli te zmage, bolj so si želeli vsake posesti in tu je posledica, velika razlika na koncu in to je to. Zamujali smo v obrambnih situacijah in potem, ko zamujaš, hitro pride do osebne napake, tako da tu ni. Pri 40 točkah razlike, mislim, da nimamo kaj za to govoriti o osebnih napakah, ker jih je bilo na naši strani več. Najprej treba prespati, zelo dobro analizirati, potem se bomo pogovarjali naprej. Sobota nas čaka že Laško, tako da upam, da se do takrat sestavimo in odigramo mnogo boljšo tekmo kot danes. Ilirija je v Treh lilijah upravičila vlogo favorita. Po porazu v ABA2 ligi v Novem Sadu je do odločilne prednosti proti Laščanom prišla v zadnjem kvartalu. Niti malo ni bila lahka tekma, tudi mogoče rezultat na koncu malo tudi prevelik. Zelo dobra igra domačinov, mi smo še malo krču še v tej tekmi, nas malo drži, tudi malo utrujeni, bom rekel, pa to ne umanjuje, pač to, kako so domačini igrali, vsaka čast. Na koncu, ajde, moram reči, da smo vseeno zasluženo zmagali, ekipi Laškega želimo vse najboljše v nadaljevanju. Mislim, da naša igra zdaj v vzponu, da kažemo proti ABA ligašom, kjer realno ni bilo za pričakovati, da bi mi lahko te tekme dobivali, kažemo zelo dobre igre. Sploh današnja prvih 35 minut oziroma 35 minut igre moram svoje igralce pohvaliti, je pa zmanjkalo malo zbranosti, malo individualne kvalitete, malo izkušenj, da bi na koncu tukaj tekmo zvlekli. Ilirija bo v zadnjo tretjino državnega prvenstva vstopila s 3. pozicije. Trenutno ima 2 zmagi zaostanka za Heliosom in Krko. Zelo mlada ekipa, še zadnjič smo se pogovarjali v Šentjurju, rekel sem, da bo veliko teh
vzponi, padci, da bo to prihajalo. Moramo se truditi, da bo tega čim manj in pač delati, pač ostane delo. To je to. Laščane, ki so doživeli 7. zaporedni poraz v zadnji tretjini državnega prvenstva, čaka boj za obstanek s škofjeloškim LTH-jem, ki je prejšnji teden že drugič v sezoni zamenjal trenerja. Nič ni samoumevno, mi se moramo res boriti z dneva v dan, iz tekme v tekmo, iti vsako tekmo res, ko da nam je najbolj pomembna, oziroma nam mora biti najbolj pomembna in premagovati ne samo LTH v neposrednem dvoboju, ampak tudi tiste ekipe, oziroma ostale ekipe in verjamem, da je v Šentjurju naslednji teden že zelo dobra priložnost, da zmagamo. Trenutno imajo Laščani zmago prednosti pred Škofjeločani, ki bodo v zadnjem krogu tretjega dela državnega prvenstva gostovali v Laškem. Pri Zlatorogu so prepričani, da si bodo obstanek med elito zagotovili že pred tem srečanjem. Nočem biti prepotenten pa reči, da sem prepričan, ampak verjamem, da s takim pristopom, ki ga imajo fanti na treningu in tudi s takimi igrami, z izjemo prvega polčasa v Heliosu, ki pač od zadnjih parih tekem edini ni bil ok, verjamem, da si bomo mi obstanek zagotovili že pred tem. Jutri bo precej jasno. Po nekaterih nižinah v notranjosti Slovenije bo zjutraj megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 0, najvišje dnevne od 7 do 10, na Primorskem do 15 stopinj. Četrtek se bo od vzhoda oblačnost povečala. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V petek bo pretežno oblačno. To je bil pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Hvala lepa za pozornost in lep pozdrav do jutri.